Razstava, prvi prekmurski časopis Prijatelj. Slovesnost ob počastitvi 35-letnice delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj pogledamo dogajanje v Pomurju. V prostorih Mensane v Murski Soboti je na ogled razstava v prvem prekmurskem časopisu Prijatelj in njegovem izdajatelju ter uredniku Imreju Augustiču. Pred 150 leti, 15. novembra 1875, je izšla prva redna številka prvega prekmurskega časopisa Prijatelj. Ob tem pomembnem dogodku iz kulturne zgodovine prekmurskih Slovencev je slavistično društvo Prekmurja Prlekije in Porabja v avli in restavraciji medgeneracijskega središča Mensana v Murski Soboti pripravilo razstavo o časopisu in njegovem izdajatelju ter uredniku Imreju Augustiču. Razstava prikazuje zgodovino prvega prekmurskega časopisa Prijatelj, ki ga je leta 1875 ustanovil Imre Augustič, prvi prekmurski publicist in urednik. Prijatelj je izhajal v obdobju hitrega družbeno-ekonomskega razvoja in velikih družbeno-političnih sprememb na Madžarskem, ki so nastopile po dualizmu in vzpostavitvi Avstro-Ogrske. Te spremembe so se čutile tudi v skrajnem zahodnem delu madžarskega dela monarhije, na območju med Rabo in Muro, kjer so kot večinsko prebivalstvo živeli prekmurski Slovenci. Da bi jih pripravil pravzaprav na te spremembe, jim je Imre Augustič dal ta prvi prekmurski časopis. Izhajal je od jeseni 1875 do poletja 1879. Prva poskusna številka je šla 15. septembra, no potem pa je Augustič malo počakal, verjetno zaradi odziva, in 15. novembra je pa išla prva redna številka. Čeprav lahko rečemo, da časopis je izhajal nepolnih 5 let, je pa v tistem času opravil pomembno vlogo za prekmurske Slovence. Je namreč jih družbeno, kulturno in narodnostno prebudil. Časopisi so bili v tistem obdobju najpomembnejši posrednik informacij. Tega se je Augustič zavedal in je svojim bralcem ponujal zelo raznovrstne informacije iz lokalnega okolja, iz notranje političnega dogajanja v državi in iz zunanje politike. Hkrati je pa imel časopis tudi veliko poučno vlogo. Namreč to je Augustič sam deklarativno velikokrat zapisal v svojih uvodnikih, da želi svoje prekmurske rojake tudi izobraževati, dvigniti njihovo razgledanost in umiko. In tudi tomu je z raznovrstnimi poučnimi članki v časopisu uspelo. Časopis ima tudi pomembno kulturno vlogo. Skoraj v vsaki številki je časopis objavljal tudi leposlovje, poezijo in pripovedno prozo in na ta način lahko rečemo širil bralno kulturo med prekmurskimi Slovenci in širil tudi njihova kulturna obzorja. Če pa pogledamo na vlogo časopisa v razvoju prekmurskega knjižnega jezika, je tudi ta zelo pomembna, namreč Augustič je s časopisom polje javne rabe prekmurščine razširil na publicistično področje, ker je pa objavljal tudi različne poljudne strokovne članke, je pravzaprav ustvarjal tudi ustrezno terminologijo, strokovno izrazoslovje za različna področja. Augustič je časopis pisal v prekmurskem jeziku, to pa je bil prvi časopis prekmurskih Slovencev, ki je bil tiskan v njihovem maternem prekmurskem slovenskem jeziku. Jus nam je v nadaljevanju povedal več o sodelavcih časopisa. Sploh na začetku je večino člankov napisal Augustič sam.
No, postopoma pa se je ustvaril mrežo sodelavcev in dopisnikov. Stalna sodelavca sta bila njegov svak, sestrin mož Franc Čaplovič, ki je bil notar v Markišavcih, in pa takrat 20-letni učitelj Janoš Flisar, učil je na Okriževcih na Goričkem, sicer pa kasnejši vidni evangeličanski pisec. Drugače je pa imel dopisnike pravzaprav z celotnega območja med Rabo in Muro, od Monoštra preko Murske Sobote do Lendave, in veliko so mu dopisovali tudi bralci z onstran Mure, iz Medmurja in predvsem iz sosednje Štajerske. Časopis je namreč razširjal tudi na drugi strani Mure. Večina naročnikov so bili Prekmurci v Železni in Zalski županiji, pa tudi prek meja Prekmurja na sosednjem Štajerskem. Očitno je bilo to število tolikšno, da je upošteval njihovo željo po spremembi črkopisa. Namreč prvi 2 leti je časopis izhajal in bil tiskan v madžarskem črkopisu, prilagojenem prekmurskim glasovom. Nosil je podnaslov Znanost razširjujoče mesečne novine, mesečnik je bil. Leta 1877 pa se je Avgustič odločil za spremembo črkopisa, uvedel je slovenski črkopis in polmesečno izhajanje časopisa. 1. in 15. v mesecu je časopis izhajal in nosil naslov Znanost razširjujoče slovenske novine. Torej, da se je Avgustič odločil za ta korak, je prvi razlog, ki sem ga že omenil, naročniki z onstran Mure. Drugi razlog je pa ta, da je Avgustič v tem času že vzpostavil številne stike z osrednjeslovenskim prostorom, poznali so drugi slovenski časopisi oziroma njihova uredništva prijatelja in zavedal se je narodnostne povezanosti prekmurskih Slovencev z rojaki onstran Mure. No in v tem pogledu bi lahko povedali, da je Avgustičev prijatelj tudi pomemben korak k ozaveščanju narodnostne pripadnosti in k kasnejši združitvi. Časopis Prijatelj je imel jasno poslanstvo, ki ga je želel sporočiti svojim bralcem, predvsem Prekmurcem. Želel jih je obveščati, želel je, kot sem povedal, dvigniti njihovo omiko in izobrazbo, hkrati pa je želel pravzaprav med njimi razširiti tudi liberalne ideje, v katere je sam močno verjel. To so bile svoboda posameznika in narodnih skupnosti, povezanost in solidarnost med ljudmi na podlagi skupnih vrednot, temeljna etična načela in to je večkrat zapisal: sloboščina, pravica, omika in poštenje. No in ravno te njegove vrednote smo v Slavističnem društvu Prekmurja, Prlekije in Porabja izbrali za naslov recitala, ki smo ga ob tej priložnosti 150. obletnici časopisa pripravili in z njim pravzaprav počastili tudi spomina Imreja Avgustiča. Časopis Prijatelj se je tiskal v Budimpešti. V kolofonu je bilo zapisano, da v Franklin tovarištvi, to je bila dejansko Franklinova družba, do druge svetovne vojne ena najbolj znanih madžarskih založb in tiskarn. Zanimiva je cena. Prvi 2 leti je bila četrtletna naročnina 90 krajcarjev, no leta 1877 pa je Avgustič kljub podvojitvi številke ceno znižal na 60 krajcarjev. To pomeni, da je ena številka skupaj z distribucijskimi stroški stala 20 krajcarjev, kar je takole zdaj približno preračunano v današnjo valuto 2 evra. Tako da poudarjam skupaj z distribucijskimi stroški. Drugače znano je, da so časopis prodajali tudi v Ašerjevi trgovini v Murski Soboti. Tam je pa bila cena 10 krajcarjev na številko, se pravi 1 evro. Ceneje, kot so cene tiskanih medijev danes. Ja, tako da nasplošno pogledano velik pomen ima ta prvi prekmurski časopis
Časopis, ki je pravzaprav predhodnik današnjih medijev, ki delujejo v tem prostoru. Če pogledamo zgodovinsko in kulturno vrednost dela Imre Avgustiča, si Avgustič nedvomno zasluži trajen spomin v Prekmurju. Imre Avgustič ni bil le urednik, temveč duhovni začetnik prekmurske kulture. Bil je človek, ki je Prekmurcem prvič dal pero in glas, zato bi bil spomenik v njegovo čast več kot zaslužen. Razstava bo na ogled do 5. decembra 2025. V gledališki dvorani v Monoštru je potekala slovesnost ob počastitvi 35-letnice delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem. Zveza Slovencev na Madžarskem, ki je bila ustanovljena leta 1990 z sedežem v Monoštru, je krovna organizacija Slovenske narodne skupnosti v Porabju. Njeno poslanstvo je ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete preko šolstva, kulturnih društev ter medijev, kot sta časopis Porabje in radio Monošter. V letošnjem letu zveza praznuje 35. obletnico delovanja. Pred 35 leti ustanovljena Zveza Slovencev na Madžarskem je tista organizacija, ki je naredila prve korake na področju samoupravljanja naše skupnosti. Takrat določene naloge oziroma cilji so še danes veljavni in delamo na teh ciljih. To je seveda ohranitev jezika, maternega jezika slovenščine, okrepitev identitete ter razvoj kulturne dediščine. Prvi koraki so bili narejeni takoj po ustanovitvi z izdajo časopisa Porabja, saj če gledamo, dejansko to je časopis, kateri povezuje slovensko govoreče prebivalstvo z naselji tukaj v Porabju, kjer se slovenska beseda govori. Seveda časopis opravlja tudi eno zelo pomembno nalogo s tem, da pišejo tudi v samem narečju. Tega smo se držali tudi mi, saj smo izdajali po tistem knjige v slovenski knjižnem jeziku in tudi v narečju. Tudi na kulturnem področju je bilo ogromno narejeni. Že obstoječe kulturne skupine so se razvijale naprej. Vmes smo postavili še nove kulturne skupine, ki še danes delajo na področju ohranitve kulturne dediščine. Izredno pomemben mejnik za Zvezo Slovencev na Madžarskem je bil prav slovenski dom, ki je bil postavljen z namenom, da postane neko stičišče Slovencev v Porabju. To nalogo izredno dobro opravlja. Seveda zveza se je že od začetka trudila tudi na tem, da na gospodarskem področju storijo določene korake in leta 2006 je prav v ta namen tudi ustanovila razvojno agencijo, ki je svojimi projekti prispevala k razvoju Porabja. Kot je ob tem povedala predsednica zveze Kovač, je pri tem zelo pomemben program, ki nosi naziv Program spodbujanja gospodarske osnove Madžarske narodne skupnosti, ki ga je financirala Slovenija. Ki je prispeval k temu, da se tudi na gospodarskem in turističnem področju razvija Porabje. V zvezi so bili ob tej slovesni počastitvi ob pogledu na napolnjeno gledališko dvorano in obisku podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona zelo veseli. Jaz sem mnenja, da bo naša organizacija delala na tej poti vnaprej. Seveda imamo med glavnimi cilji ciljna skupina je pri nas mladina, da jih pridobimo, da jih priključimo povsod, kjer je možno, da postanejo zavedni Slovenci in da tudi oni postanejo ponosni porabski Slovenci, kot smo mi. Program so popestrile melodije zborov Zveze Slovencev na Madžarskem, slavnostni govor in nastop akademske folklorne skupine France Marold. Na prireditvi so podelili tudi nagrade zveze najuspešnejšim učencem in dijakom. Gledalke in gledalci, skupnost živi, ko ohranjamo zgodbe, jezik in kulturo. Lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.